Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, danes bomo razmišljali o Jezusovih zadnjih besedah na križu: dopolnjeno je. To so zadnje Jezusove besede na križu, spet besede z dvojnim pomenom. Dopolnjeno je pomeni, z mojim srečanjem, smrtjo se končuje moje življenje na zemlji. Natanko to. In nagnil je glavo in izročil duha. Te besede pa ima še globlji pomen. Vse sem izpolnil, poslanstvo, ki mi ga je zaupal Oče, sem v celoti izpolnil. Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo. Vse, kar je bilo napovedano v Svetem pismu, je Jezus izvršil. Sporedno z odvijanjem njegovega življenja se kar naprej ponavlja tudi refren: kakor je bilo o meni pisano. In pri povedih o trpljenju, zlasti apostola Janeza, praviloma naletimo na izjavo, da se je izpolnilo pismo. 4-krat na eni sami strani, da vse, kar mu je Oče naročil, je zdaj Jezus srečno dokončal. Vendar je treba še kaj dopolniti. Zdaj postaja vse lepo, bolečina se spreminja v veselje, vsaka solza žalosti se spreminja v solzo sreče, vsaka kaplja prelite krvi poraja življenje. Smrt se je spremenila v življenje, ličinka se je prelevila v metulja, z hrapavega lesa križa položijo zdaj Jezusa v materino naročje. Od nekod pride Nikodem, ki je prej prihajal le po noči, zdaj pa se prikaže v belem dnevu. Zanj, ki ni imel kamna, kamor bi položil glavo, je pripravil nov grob, v katerega še nihče ni bil položen. Trdo vojakovo roko, ki ga je prebodla sulico, so zamenjale blage prijateljske roke, ki mazirijo njegovo telo z mesjo mire in aloje. Ta, ki so mu strgali oblačila, dobi čisti potni prt. Predvsem pa rimski stotnik postane kristjan. Po tolikšni nezaupljivosti in tolikem zasmehovanju odmeva zdaj kakor glas trombe prva izpoved vere. Resnično, ta človek je bil Božji sin. 7 kratkih stavkov izgovorjenih na križu, zadnjih 7 Jezusovih besedi, ki jih na večer pred veliko nočjo pove, preden nas pozdravi: mir z vami. 7 stavkov, ki jih je vredno premišljevati ves teden. Premišljevati vsakič, ko nas obišče trpljenje. Tudi nam se dogaja, da moramo skozi svoj veliki petek, svojo veliko soboto, vendar tudi za nas vedno znova sledi velika noč. O križu ne radi poslušamo, ne o Jezusovem, še manj o našem. Mudi se nam skozi temo velikega petka, da bi čim prej dosegli sonce velike noči, kakor da bi bil veliki petek nekaj slabega, kar bi bilo treba čim prej pozabiti. In vendar modrujemo, dobro je vse, kar ima srečen konec. Zato Jezusovo trpljenje ne sme veljati samo za nekaj slabega, za nekaj, kar moramo preseči. V postnem času med križevim potom ponavljamo: molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Brez velikega petka je velika noč nedoumljiva. Brez smrti je vstajenje le utvara. Če bi bila smrt samo navidezna, ne bi bilo vstajenje. Naj bo veliki teden, v katerega stopamo, priložnost, da bomo to vero v Jezusovo delovanje zares poglabljali, da nas bo na tej poti razsvetljeval Sveti Duh. Tudi mi hodimo po poti velikega tedna skupaj z Jezusom. Jezus je z nami.
Pridejo trenutki velikega četrtka, samote, nerazumevanja. Pridejo trenutki sramotenja, smrti, trpljenja, preizkušenj velikega petka. Zgodi se molk velike sobote, ko se zdi, da je Bog utihnil, da je izginil, kot da ga ni, kot da smo ostali čisto sami, kot da smo zapuščeni, kot da v življenju ni prav nobenega smisla. Veliko zakajev se pojavi v našem življenju, ampak veliki petek, trpljenje na križu, Jezusova smrt, nam želi pokazati, da je Jezus stopil največje sence, največje temine našega življenja. Stopil je pred pekel, da nam podaja roko, da bi mogli čutiti, doživljati, da v takih trenutkih nikakor nismo sami. Predvsem pa, da še tako huda preizkušnja vodi v velikonočno jutro, vstajenje, nov začetek. Želim, da bi bili velikonočni prazniki v tem letu ob doživljanju velikega tedna priložnost, da velika noč ni samo nek spomin, ni samo nekaj, kar ponavljamo vsako leto, ni samo nek dogodek, ki se je zgodil davno pred nami v zgodovini, pred 2000 leti, ampak se dogaja danes in tukaj. Tudi v mojem življenju mora nekaj odmreti, nekaj slabega, tisto, kar se je morda nabralo in bremeni naše življenje, spomini, slabe misli, zagrenjenosti, sence. Vse to izročimo Božjemu usmiljenju, njegovemu varstvu, da se bo zgodil zares žarek velikonočnega jutra v naših srcih, da bomo mogli doživeti bližino dobrega Boga, predvsem pa, da bomo globoko verovali, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore dobremu. In ko čutimo svojo šibkost, svojo slabost, skupaj s Pavlom, apostolom Pavlom ponavljamo: dovolj ti je moja milost, zakaj moč se v slabosti popolnjuje, v naši šibkosti, krhkosti, v naši nemoči, še kako globoko doživimo ponižno iskanje, da nas samo Božja ljubezen, njegov dotik, njegov objem odreši, prinaša upanje, da takrat, ko smo najbolj šibki, ko je najbolj temno, ko je najtežje v življenju, da upamo na to, da bomo odrešeni oziroma da bomo takrat posebej odprti za delovanje Božjega duha v našem življenju. Vsi vemo, da je pred jutranjo zarjo, ko je najlepše, pred to zarjo pa je tema najbolj temna. Včasih je tako tudi v našem življenju. Ko doživljamo najtežje trenutke, ko je najbolj temno, ko se zdi, da ni nobenega pravega upanja, takrat vemo, da je zarja, jutranja zarja, zarja velikonočnega jutra še kako blizu. Naj nas veliki teden vabi k temu, da bi to vero poglabljali in hodili z Jezusom. Jezus je prehodil pot križevega pota do vstajenja in tako tudi vsi naši trenutki, lepi in težki, dobivajo nov smisel, novo upanje, predvsem pa novo veselo pričakovanje.